Dober dan, zopet je ponedeljek in zopet smo v družbi Karla. In danes imamo zelo zanimivo temo, saj za nas, ki prihajamo iz knjižnice, in za njega, ker ima že tule za njim, vidimo delček tvoje knjižnice, oni velik del je skoraj na vrhu. In sicer spregovorila bova o branju. O tem, o branju in poslušanju novic in pa o branju knjig. Vse pa je branje in zakaj vedno poudarjaš, da je branje pomembno? Da je pomembno poslušati novice, prebrati novice in prebrati še kaj? Ja, posebno v tem času, ko nas na nek način bombardirajo z udarnimi novicami o covidu, o bolezni, številkami, s podatki, ki lahko prebudijo v nas neka tesnobna čutenja ali celo paniko. Zelo poudarjam, in tudi sam se ravnam tako, da če je le mogoče novice berem, ne pa poslušam preko radija, preko televizije. Zakaj? Preprosto zato, ker recimo, ko poslušam poročila, potem nam brez predaha naštevajo podatke, raznolike novice, pravzaprav med vsem, kar povedo, ni tistega vmesnega časa, v katerem bi posamezno novico, še posebej, če se me močneje dotakne, osebno predelal. Ugotovil, kaj je tisto, kar je vredno, da sprejmem, bi to poosebo, ostalo bi dal pa proč koš. Ker pa ni te osebne predelave, ker preprosto ni vmesnega časa, se vse naloži vame, v moje razmišljanje in posledično tudi v moje počutje. In me lahko na neki nezavedni ravni, bi rekel, ta nepredelanost novic notranje preobremeni. Sploh ne vem zakaj, ampak sem prestrašen, sem tesnoben, sem poln nekega nelagodnega počutja, ki mu pa ne vem vzroka. To je preprosto to novice, ki si jih slišal, nisi uspel predelati, ker ti za to preprosto niso dali časa. Zato sam raje vzamem v roke časopis ali pa če že preko spleta nekaj preberem, ampak izključno tisto, kar me zanima in kar je pomembno. In ko nekaj preberem, potem ustvarim tisti prosti čas, v katerem dano novico na nek način resnično sprejmem v zavest. Torej, mi ne pada v nezavedno in posledično povzroča posledice, tesnobo, nelagodje, karkoli že. Predelam, uskladim za svojim življenjem, za svojim ravnanjem, pa še to pazim, da ni preveč novic, ki bi me obremenile in ničemur ne služijo. Tudi sam poslušam radijsko poročila, ampak to so tista ob 5. uri zjutraj, ki trajajo 2 ali 3 minute, ampak v njih izvem praktično vse. Ampak dovolj, da tisto količino podatkov potem po teh 2-3 minutah tudi predelam in poosebim. Če me pa kaj zanima, pa raje preberem. Se mi zdi zelo pomembno, da bi nam recimo ob teh udarnih novicah povedali, pomagali sprejemati novice na ta način, da udarne novice na nek način ne poškodujejo našega razmišljanja, našega počutja ali pa bombastične novice na nek način ne skalijo tistega našega notranjega miru, ki ga moramo ohranjati. Mi moramo znati, kljub vsemu, kar se dogaja, ohranjati notranjo spokojnost ob pravi meri potrebnega, kar poslušamo, in v veliko večji meri tistih novic, tistih vsebin, tistih prisotnosti, ki nas dejansko odpirajo našo misel v konstruktivnost, v pozitivnost, predvsem pa, ki nam pomagajo ohranjati notranjo spokojnost in zadovoljnost. Torej, ja, novice, kaj se dogaja, ampak veste, v tisti pravi meri, še posebej morajo to upoštevati ljudje, ki so bolj občutljivi. Tako kot imamo stopnjo bolečinske občutljivosti, imamo tudi stopnjo občutljivosti, recimo, ki prebuja strah, nelagodje, tesnobno. In če je nekdo bolj občutljiv, se gotovo ne bo, bi rekel, odvečno izpostavljal temu, kar ga bo obremenilo. Ker sam srečujem ljudi, ki so popolnoma zbegani. Ampak preprosto zato,
ker poslušajo uro za uro poročila, ne, smešno je, večino tako ponovijo, ampak poslušamo. To je isto, kot bi se marinirali, kot bi našo misel marinirali, naše počutje marinirali v tistem, kar bo pustilo neugodne posledice na našo psiho, na naše razmišljanje. In o tem, kako se izogniti temu, bova spregovorila. Eno je tisto, ko gremo in se omaknemo v naravo, o tem bo tudi tekel en od najinih pogovorov, ampak danes se pa podajamo v svet knjig in branja. Še o branju naprej. Ne? Še o branju naprej, ne o branju samo tistih novic, ampak o branju knjig, ker pa potrebuješ tudi kondicijo. Ja, ampak tu bi rekel, ne, zdaj tako, če imamo naporen dan, potem se govorim zase, vzamem v roke tisto literaturo, ki me sprosti, ne, ki ni preveč zahtevna. Trenutno pišem tudi neko knjigo, ne, in videli ste v mojem zgornjem nadstropju na delovni mizi je ogromno papirjev, ne, skozi katere se prebijam, ker dobivam podatke, ki jih moram seveda potem povzeti v vsebino knjige. Zato recimo ko berem, ne, kaj bolj takega, kar je sproščujoče, kar ni prezahtevno. Ob večerih pa berem predvsem bi rekel, kratke miselne iztočnice, torej nekaj, kar je duhovno, kar mi da dihati, ne, kar me ne preobremeni, kar me dejansko spočije, kar prezrači moje miselne poti, ustvari malce prepiha na drug način. Lahko pokažem, kaj imam? Ravno to sem mislila reči, ti pokaži, kaj imaš na nočni omarici. Ja, torej, nad mojo glavo. Nad to glavo. Torej, jaz imam knjige marsikje, ne, in dejansko tudi nad mojo glavo, nad posteljo. Polica je ni preobležena, ampak ker so na tej polici res tiste knjige, ki so mi zelo dragocene, kratke miselne izhodišča mi ponujajo. To je ena takšna zelo dobra zbirka ljubezenske pesmi Boga. Tu so zbrane misli, pesmi, razmišljanja duhovno prebojenih ljudi, ne samo iz obnebja krščanstva, tudi iz obnebja islama, hinduizma, kar se mi zdi v sedanjem času zelo pomembno, ne? Ker se moramo povezovati, drug ob drugem iskati navdih v ljubečem sodelovanju in dopolnjevanju, v tistem spoštovanju do pristopa slehernega, do tistega, kar imenujemo Bog, če rečem temu tako. Ob teh ljubezenskih pesmih Boga imam meni ljubo knjigo Hoja za Kristusom, Tomaža Kempčana. To so kratke misli, ki vzamem kakšno drobtinico ali dve za lahko noč, in ko se prepustim v to, kar mi je bilo ponujeno, običajno hitro zaspim. Imam pa tu še, če pa ne morem zaspati, imam pa Aurelija Avguština, njegove izpovedi, ne? To je pa bil globok mislec, ampak tudi filozof, ne? Veste, to pa, ko prebereš en odstavek, pa zagotovo zaspiš, ne? Ker tako do konca utrudi misel, da dol padeš, samo že tako ležim, ne? In potem samo še zaspim. Imam pa tudi meni ljubega sufitskega mistika, pesnika Hafisa, ki ta knjiga ima fantastično vsebino in tudi čudovit naslov Zapleši z menoj, in zaplešem v razkošje spanja oziroma sanjanja, ne? Ker je zelo, zelo pomembno je, na kaj si nastavimo misli, preden zaspimo, ne? Bog ne daj, da bi poslušali poročila, ne? Ne, moraš vzeti nekaj, kar bo lahkotno, kar bo pomagalo tudi k spokojnosti tvojega počitka. No, jaz imam pa eno tvojo v rokah, in sicer Charlie Chaplin, tvojo uspešnico, lahko rečemo. Eno od teh duhovitih knjig, ki jih pa mogoče, ampak duhovitih na način, ki prinaša tudi en razmislek, in te knjige bi mogoče, pa res zdaj je čas, da jih jemljemo v roke. Jesen je lahko že sama po sebi tako turobna, tista pozna jesen, in
je prav prileže se, če se lahko malo nasmeješ. Marsikdo, ki si sposodi to knjigo in jo prebere, vpraša, a je že drugi del tudi? A razmišljaš kdaj o tem, da bi bil že drugi del? Ja, bo drugi del. 12 smešnic je že napisanih, 12 jih moram še napisati v letu, ki je pred menoj, in potem bo išel tudi drugi del knjige, ne. Tu ponujam smeh na svoj račun, preprosto zato, da ljudje lažje sprejmejo sami sebe v svoji realnosti, ne, ker si mislijo, če že tale, ne, tak duhovnik, ne, pater, pa kaj se mu zgodi. Ne, mislim, potem lažje sprejmemo sebe tudi v tistih nerodnostih, po katerih se, ko stvari predelamo, ne, kajti predelane drame so najboljše komedije, se nasmejemo na svoj račun in drug drugemu ponudimo v pripoved tisto, kar razbremeni težo časa in prostora. In že pri tem pisanju, se pravi, eno skrivnost že vemo, nastaja drugi del, kaj pa mogoče tisto, ko si rekel, da imaš, ko sem videla tudi skoraj polno listov, osnutkov, tudi nekaj nastaja. To je pa tisto, ne, o čemer sva midva najprej razmišljala, da bomo govorili. To je pa tisto knjiga, ki nosi naslov Ta krasni nori svet, ne, v katerem bom prikazal, kako nas s pomočjo iger dejansko manipulirajo. Vzporedno bom pa prikazal tudi manipulacije našega časa. In mislim, da bo knjiga dala marsikomu misliti in ga bo prav zaradi tega, ker bo razmišljal ob danih situacijah, osvobajala iz primeža manipulacij, kar se mi zdi pa zelo, zelo pomembno. Ob vsem, kar je vredno, izločiti tisto, kar je pleve, kar je manipulacija in se osvobajati, ne. To bo knjiga, ki ima pač zahtevnejšo vsebino, ampak je tudi ta pomembna, ker pomaga ozaveščati. In še nekaj mi je všeč. Vedno poudariš, ko si pri nas, da so pomembne tudi pravljice. Ja, zelo, zelo, zelo pomembne so pravljice. Ljudske pravljice, ne. Zato, ker je v njih zakodirano toliko tega, kar je bistveno in temeljno. Pravljice prenašajo sporočilo v obliki kode. Ko ti pravljico bereš, dejansko je to kot ena koda, ki odpre tvoj miselni sistem in te osvobaja, da nisi plen kakršnih koli manipulacij, ne, oziroma ustavlja v tebe možnost razmišljanja na način, ki budi človečnost, ne. To se mi zdi izjemno, izjemno pomembno, ne. Pravljice, glasba, ne, ljudsko petje, ljudska glasba. Mogoče bova temu posvetila tudi kakšen prispevek, ker se mi zdi zelo, zelo pomembno in zelo bistveno, ne. Že ko vidimo, ne, kako dejansko to, kar bogati, nadomeščajo s tem, kar manipulira in bremeni, vidimo, ne, da se tudi tisti, ki naj ne bi to počeli, poslužujejo prav glasbene in pa zgodbe. To je tisto, s čimer vedno prenašamo, tisto, kar želimo prenesti naprej. Ja, ljudske pravljice morajo ostati. To mora ostati, to je temeljna dediščina. Bog ne daje, da nam jih izbrišajo iz spomina, ne. Ker recimo, da knjige se pač obrabijo, če jih ne natisnejo ponovno in če ostane samo to, kar ni prečiščeno, kar nima zagotovila prejšnjih rodov, to je brisanje zgodovinskega spomina, ki se skozi pravljice usodno prenaša v naš čas in prostor in je za našo usodo pomembno, da jih zavestno ohranjamo. Mogoče za konec, kakšno tvoje priporočilo? Kaj prebirati v teh dneh, kaj brati? Katera knjiga ti mogoče tako se je zdajle spomniš, to pa moram prebrati. Imaš kakšno takšno? Ker vem, da vedno prelistaš buklo in običajno vedno pokličeš in rečeš, a to že imate. Ja, zdaj je zanimivo, zdaj sem v enem obdobju, ker sem moja glava toliko polna informacij, ki jih dobivam, ne, ki jih pridobivam, tako da recimo res prebiram drobce, ne. Preprosto več ne zmorem, ker je toliko te literature, ki jo moram predelati, toliko tega branja,
ki me dejansko utrudi, ne? Tudi po mojem glasu lahko prepoznate, da sem v enem obdobju utrujenosti. Ne? Tako da res izbiram tisto, kar na nek način, ko so cukrčki, ne? Miselni bi rekel, posladki, ki imajo zadostno kalorijo, zadostno moč, da učinkujejo daljnoročno. Ne? Torej, ne berem recimo neke obsežne, bi rekel, literature, ampak res drobce z veliko kalorično močjo za misel in pa seveda za počutje. Tako, in kaj za konec druga reči kot vabljeni med knjige, Ja, vabljeni pa- v deželo branja. Tako, lep pozdrav s Konjskega vrha. Srečno.